Dober večer. Ne morem, da vas ne bi lepo pozdravila. Lepo nam je, da smo danes del tega srčnega dogodka s tako čudovitimi ljudmi tukaj zgoraj in tukaj okrog nas. In prvo skladbo, s katero želimo, da se skupaj zavrtimo v enem takem posebnem plesu, namenjam vsem nam. Igra svetlobe. Je bila zadnja beseda. In tukaj sedimo trije, ki imamo radi življenje in gledamo vas, ki ste zaradi te ljubezni z nami. Lep dober večer. Čudoviti ste. Lepo, da smo tukaj. Vem, Harli, da imaš ti veliko zasluh in ti, draga Tatjana,
njih imam tudi jaz, tako da ne bom skromna. In zasluge ima tudi naš slikar Silvester Plotaj Siko, ki je vsako drugo nedeljo opremljal te večere in je izbral današnjo sliko o ljubezni, ki je taka, kot je bila na otvoritven dan, ko si bil tudi ti gost. To, da zdaj zaključujemo en lep ciklus in da rečem hvala tudi MOL-u, se čutim prav dolžna Mestni občini Ljubljana, ki nam to omogoča, in potem našemu dragemu Dušanu Dovču, ki tole vse rihta iz MLC. Torej, najbolj hvala pa vam, ker med vami vas je vsaj polovica takih, ki me spremljate že dlje kot 30 let. A ne, Tatjana, se spomniš? In to je nekaj kolebla, zvestoba je nekaj čudovitega. Zdaj pa, da ne bomo predstavljali Karla, doktorja onega, ali pa Tatjane, srčne zdravnice za srce, ki je nocoj Tatjana Zorfov hostja, in Brajha, ker jaz ne moram več brati, in bo predstavila Karlija srčnico, ki sem mu jo jaz napisala pred leti. To, da boste vedeli, kdo je on. Sejalci svetlobe, patru Karlu Gržanu, niso prišli, da bi rohneli. Svetlobo so napojeni in to sejejo v svet. Prepoznamo jih po luči, ki sveti v njih. Tej luči odpremo srce in potem slišimo še njihove besede. Besede sočutja, ki se sklanjajo najnižje, besede ljubezni, ki upovedujejo najvišje. Sejalci svetlobe presegajo razlike, ker iz njih gleda tretje oko. Oko jasnega neba, oko Boga. Hvala. Milo lepe in milo zvočne Katrina prav v taki svetlobi pojejo in nam prinašajo te žarke, tako da hvala lepa. To je tudi malo vam namenjen zdaj vse. Draga Tatjana, potem je pa ena srčnica zate. Ta je pa iz druge zbirke, to imate na voljo, prosim, vaše darilo nam, da kupujete knjige. Ne. Ta je bolj zahuljena. Plesalka Tatjani. Bila si ustvarjena za nežne gibe, za toplo polaganje rok in milino predajanja. A otroku so nežnost ribali z grobostjo. Tvoje dlani so priklenili na njihove rane. Nihče te ni učil resničnega darovanja, le izpolnjevati pričakovanja. Nisi mogla prižgati same sebe, pojili so te s temo. Nisi mogla vedeti, kdo si in kaj si želi resnična ti. Ko dovolj dolgo boli in se trese stara hiša, hoče duša iz kleti v svetu dan. Takrat se začne potovanje ključi. Na tem potovanju krivda bledi. Sram pokrijejo rožni cvetovi in strah izgublja moč. Takrat
se telo spomni lastnega zapisa in začne plesati. Vesolje utripa v ritmu tvojega srca in ljubezen ogreje roki za dar. Smrt, smrt. Ja, mi smo tukaj na žlobohu. Ne plavamo po površju, ampak se spuščamo v žlobohu. Dragi Harli, tvoja knjiga Mir je tvoj življenjepis. Pa me prav zanima, kaj si ga prebral. Ja, kako si se pa počutil? Ker napisal ni sam te knjige, ampak ga je intervjuval Jure Aleksič, zelo spretno, ker je to dober novinar, je hodil v dobro šolo. No, in potem si pa tile prebral, se mi zdi, ali še vedno ne v celoti. Sem prebral. No, Ja, najprej en lep pozdrav vsem. Kako sem se počutil? Ja, torej, ko so me poklicali iz založbe za pobudo, da bi se pogovarjal z Juretom Aleksičem, ki bi potem napisal to, kar je napisal, sem pristal iz dveh razlogov, ker sem Jureta poznal po njegovih intervjujih in sem vedel, da je to mož, ki se ne bo zadovoljil z nekim leporečenjem, nekim površnim besedovanjem, ampak bo hotel priti do dna, kar je dejansko tudi bilo. Drugič pa sem pomislil, imel bom priložnost povedati nekaj, ne? In sem lahko tudi skozi to povedal, podkrepljeno z zgodbo, kajti danes se mi zdi zelo pomembno, da drug drugemu pristopamo z zgodbami svojega življenja, ne samo zgolj s teorijo, ampak s tem, kar smo dali skozi, kar nas je naredilo, da se potem mi ob drugih in drugi ob nas počutijo manj sami. Danes mislim, da se prav prebuje to bratstvo, sestrinstvo, da nam je dosti površnosti, da vstopamo iz te površnosti tam, kjer je sveto eno, ker ti tako rada oziroma vedno znova zapišeš, ker to čutiš, ker iz tega izhajaš, iz te enosti, iz te globoke povezanosti in zato so srčnice dotikališče iz tvojega srca k našemu srcu in je tako lepo, ne? Hvala ti. Hvala, Harli. Jaz sem se šele zdaj zavedala, ljubi Harli, da si ti pesnik. Vedno sem vedela, da si svetnik. Vi ga sam pogledajte, to izgledajo ruski starci. To je portret, ti si reinkarnirani ruski starec, ne? Ampak, da si pa mistični pesnik, pa nisem vedela. In zato sem prosila Ljubo Tatjano, če prebere konec te knjige, ki je tudi konec tvoje mistične poeme z naslovom Mavrični angel. To je nekaj tako lepega, pa tako skrivnostnega, pa tako noben nič ne razume, da se zdaj pripravi, da boš povedal, kaj je to. Prosim, Tatjana Zorko. Dan. Mrak jutra, kot s krvjo ožarjen, se je prebujal dan. Svetloba je vstajala in iskrila v solzah jutranje rose odseve svoje bližine. Moja solza ni več sama, sem rekel v spoznanju. Kdaj sem jo izročil? Izročila jo je bolečina, ko je našla bližino, je odgovoril. Kdaj je našla bližino? Ko je zaznala sprijetost. Solza ostane, mi ne bo odvzeta, sem vprašal.
kako naj bo oduzeto, kar v tebi ohranja otroka. A solza ni sama, v njej odseva svetloba. Mislil sem, da bo drugače. Besede in predstave so vedno nesporazum, če želiš dobiti v posest, kar sega v skrivnost. Misel je bila v miru spokojne hvaležnosti. Povej mi, kako naj iščem svetlobo, sem prosil. Bodi kakor otrok. Resnično veliki so tisti, ko so uspeli postati preprosti, majhni, kakor otroci. V njih lepota svetlobe sama poišče svoj večni odsev. Kakor otrok, ki se sonči v soncu in v odsevih svetlobe, je dorekel. Kje naj iščem odseve svetlobe? V lepoti narave, v jutranji rosi, v otroških očeh, v solzah trpečih. V solzah trpečih? Ko doraščaš v spoznanjih modrosti in postaješ kakor otrok, si angel svetlobe. In vodite v temo noči, kjer ječi bolečina, da bi bil njen odsev. Angel si, dokler tudi za trpeče ne bo prišel dan. In prišel bo gotovo. Najglobje trpljenje najde svoj mir v solzi bližine. Takrat te svetloba razkrije, kot angel izgineš, ker si spoznan, ti in on v otroka svetlobe. Odprl sem vrata in vstopil v življenje. Na nebu in zemlji je vstal dan. V tisočerih solzah, trpečih, se je v mavričnih barvah iskrila svetloba. Išči njene odseve in postani odsev, mavrični angel njene bližine. Kari, zdaj pa vse povej po resnici. Kdo je ta mavrični angel? Kdaj je prišel v tebi na obisk? Na kakšen način govori? Govori pa to, kar pojejo Hatrinas, o svetlobi, luči, bližini, ljubezni, o tem enem, a ne? Mavrica je takrat, ko se poveže solza z svetlobo oziroma dežne kaplje z soncem, takrat je Mavrica. Takrat je Mavrica. In v Mavrici si takrat, ko doživljaš eno in drugo solzo in nekoga, ki je sonce, svetloba. Ampak je svetloba lahko samo zato, ker je tudi on doživljal svoje bridke dni in je dozorel, da je lahko sočutna bližina, da lahko postane angel svetlobe. Ker tisti, ki je zgolj teorija, ne more biti angel. Pamet lahko, ki razreši, odreši pa vedno samo ljubezen. Angel svetlobe je ljubezen, ne? Je pridelana ljubezen. Ta zapis Mavrični angel je nastal v mogoče najtežjem obdobju mojega življenja, po tistem, ko sem si mogel priznati, da nimam dovolj vere in zaupanja, da bi nadaljeval tisto zgodbo, ki je trajala 1 leto, ko sem bil brez svenka, sredi stiske ljudi. Lahko bi rekel, da na nek način angel bližine. Potem pa sem si mogel priznati, da nimam ne dovolj vere, ne dovolj zaupanja in to je bilo hudo, mislim hudo. Okoliščin, to se veliko vsega je bilo, ne? In da sem preživel, sem zapisal tega Mavričnega angela. Žal ga takrat ni bilo ob meni, v fizični obliki, je pa bil prisoten. Sem ga zaznaval, da sem lahko doživljal, sem ga pa poosebil, ne? Ker angel mora biti vedno poosebljen, ne?
ker drugače težko zdržimo. Pa tudi to sem zdaj povedal tako abstraktno, ampak po svoje je tudi dobro, da so taki zapisi malce bolj nedorečeni, ker jih lahko potem doreče vsak k zgodbi svojega življenja. Ampak zdi se mi, da je v tem koncu, v tem zapisu prav povzetek tvojega poslanstva. In tvoje poslanstvo je ljudem dokazati in pokazati, da nihče ni sam. Ja, to je moje najgloblje izkustvo. In od tega izkustva, ki je lahko nekaj najlepšega od vsakega, ne, nas želijo odgnati na površje, v površnost, ne, iz tihote, iz zaznavnosti, iz srca v pamet, v zgolj čisti razum. Ampak prišel je čas, ko se hočemo ljudje povrniti nazaj k celostni inteligenci. Ja, razum je pomemben, ne? Ampak sam razum je lahko zelo hladen, mi pa iščemo toplino, iščemo srce. In ko ne bo jim uspelo, v zadnjem času veliko razmišljam. Lepo nov, ne bo jim uspelo. V zadnjem času veliko razmišljam o etru, zakaj so ga spravili proč, pa vsem tistem tihoti, zakaj so jo spravili proč, zakaj nas obdaje kar naprej z nekim hrupom. Pa zdaj k meni vlečejo optični kabel za ston. Če nekaj meni daje za ston, sem gotovo je za njih tisti produkt. Ne. Moja pozornost, moj čas. Ne. Mi smo prišli, nam so že ponudili preveč vsega navzven. In mi zdaj že vemo, da bomo pa iskali ob vsem, kar je navzven. In Bogu hvala za vse, kar nam je dano, bomo iskali dodano vrednost, tisti polni okus, ne. Ki ga da pa samo srce, ki ga da pa samo globina duha, ki ga da zaznavnost, sočutje. In ko stopiš v obnebje tihote, ne, takrat dejansko nisi več, sem danes oblekel ta moj boljši brezrokavnik, zato ker to srajco, čeprav izgleda znucan, ampak to srajco je nosil moj oče, ta brezrokavnik je pa se štrikala moja mama, zato je ta boljši. Ampak tukaj navzven so posamezni vzorci, navznoter v globini je pa vse povezano. Ne. Navzven smo posamezniki, ko pa stopiš v tihoto, je pa, ne, to je naročilo iz Delfskega preročišča, ne. Človek stopi v nutrino, Apolonov tempelj, ti si božanska podoba. Ampak ne ostati samo navzven, stopi v nutrino lastnega jaza. In zunaj so prebrali v Delfih napotilo, človek spoznaj samega sebe. Ko si pa stopil v nutrino, si pa prebral in spoznal boš svet in Boga. Tam je pa ta sveta enost, tam je ta mistična enost, o kateri govori tudi prijatelj Andrej Deterana in toliki drugi poeti, o katerem govoriš ti. In tam je razkošje, tam je polnost, tam je dom. Ne samo v navezi človek, ne. Tam smo vsi povezani, vsako drevo je osebnost. Ne. Sem po 3 letih bivanja na Konjskem vrhu v tihoti nek večer prišel domov in sem znal drevesa v odnosnosti do mene. Končno sem lahko zaznal, ona so bila vedno v odnosu do mene. Kamni, rastline, hroščki, drevesa, ne, so v odnosu do mene. In tihota te pa odpre v zaznavo in takrat se vzradostijo, ker imajo tebe v tej igrivosti odnosov, v tej poeziji, v tej žlahtnosti. Ja, prav beseda žlahtnost je najboljša, ker smo vsi v žlahti. In človek se vrača k temu, prebujamo se k temu. Čas nas prebuja, doba 2 rib, ne, ki se grickata med seboj, se zapušča, vstopamo v obdobje vodnarja, ki takih bedastih medsebojnih grickastih manipulacij ne bo prenesla, ne bo dopustila. Super, si optimist. Sem, ker ga zaznavam, to prebujanje zaznavam, ko srečam človeka, v vas ga zaznavam, v tem trenutku tihote ga zaznavam, v vas je prebujanje. Jaz sem ravno prišla s Portoroža,
kjer so imeli srečanje slovenski psihoterapeuti in naslov srečanja ni bil Zdravme ali pa Samomori kot pred leti ali pa ne vem kaj. Naslov srečanja je bil Tišina in mir. Se pravi, in kako lepo so govorili o tišini. Neverjetno. Tako da napovedi, da se vračamo v naš dom, resnični dom, ki je tihota, so lepe. Draga Tatjana, ko si ti brala to knjigo Mir, sem te vprašala, če ti je všeč, si rekla ful. Kaj ti je pa bilo najbolj všeč? Kaj se je tebe najbolj dotaknilo? Mene se je najbolj dotaknila ta cela zgodba. Prvič, Karlija seveda že dolgo poznam in večkrat sem ga poslušala, večkrat sem ga že brala. A ne? Tokrat sem pa prvič videla njegovo osebno zgodbo. Hvala Bogu za Jureta, a ne? Ker najbrž Karli ne bi zmogel tako globoko, široko govoriti in o svojem otroštvu, in o svojih starših, in o vseh teh sobratih, in o vseh teh poteh, in o vseh svojih dosežkih, kot je lahko on. In tako mi je bilo dragoceno, da je zgodba prišla na dan v dvojini. A ne? In sem videla, tudi pri svojem delu vidim, kako je pomembno pomagati človeku ubesediti njegovo zgodbo. Ker mi sami pogosto nimamo besed. Zato sem jaz tebi manjca tako hvaležna, ne, ker mi posojaš te besede že vsa ta leta, odkar se poznava, in vsem knjigam, ki si mi jih dala in podarila in sem jih prebrala, ja, ubesediti svojo zgodbo, ta je zdravilna. In kot je rekla urednica za to knjigo, a ne, napiši to zgodbo, s tem boš drugim pomagal, da zdržijo v svoji. Ti kot zdravnica, ki si imela najlepši naslov ambulante. Ja. Za srce srcem. A ni čudovit naslov ambulante? Ljudje pišejo, veste, ambulanta za to pa to pa to. Pa še srce je bilo narisano, zeleno, ker srce ima simbolno zeleno barvo, še tvoj pulover. In ti tudi spodbujaš svoje sopotnike, sploh ne bom rekla bolnike, ker z njimi potuješ, a ne, da povejo svojo zgodbo. In si včasih tako presenečena. In ena najbolj simpatičnih imen se ne bo zameril od Ciganu. Daj povej to zgodbo od Ciganu, ker sem jaz tudi, ne, malo ciganke. In on sam se je preko Cigan, tako da to ni politično nekorektno. Ja, to je res ena prav čudovita zgodba, s katero sem bila obdarjena nedavno. In sicer je prišel k meni en gospod, star 44 let, zelo lepo urejen, lepo je govoril slovensko. Edino, kar mi čisto ni šlo v račun, je bilo to, da je imel debelo zlato verižico, debelo zlato uro, veliko prstanov. Ampak nisem bila pozorna na to. Potem pa prišel je pa zaradi tega, ker je že dvakrat doživel zastoj srca, bil je uspešno oživljen in zdaj je bil zelo prestrašen, mogel je jemati veliko zdravil in potem je prišel vprašati, kako in kaj je s tem. In potem sva se veliko pogovarjala in jaz sem mu razlagala, zakaj so potrebna zdravila in to. Me je sicer razumel, ampak nisva se kam daleč premaknila in potem sem rekla, kot kardiologinja moram zdaj preveriti še njegove dejavnike tveganja.
In sem vprašala, vi kadite, a ne? Je rekel, ja, kadim, ja. In jaz sem najbrž malo obrnila oči in je rekel, ja, veste, jaz sem cigan. Sem rekla, ja, razumem, od 10. leta starosti kadi. Potem sem rekla, ja, kako se pa vi prehranjujete, ne? Je rekel, ja, mi jemo veliko mesa, od jutra do večera, takega, drugačnega in naše ženske kvečemo znajo pripraviti še malo krompirja in solate. In jaz sem se spet nasmehnila in on mi je pomagal, ja, veste, mi smo cigani. Sem rekla, okej. Sem rekla, kaj pa tako delate, kaj v prostem času, kaj hodite na sprehod in tako, ne? Kaj zdravo, tako v smislu gibanja. Je rekel, ne, mi krademo. In potem sem se jaz pa res začela krohotati, pa sem rekla, ste cigani, a ne? Je rekel, ja, mi smo cigani. Na kar sem hotela preveriti, če njegovo spolno dejavnost. Sem rekla, a ste vi poročeni, imate eno ženo? Je rekel, doktorica, mi smo cigani. No in potem, ko sva to preverila, mi je bil zelo ljub in dragocen z to pristnostjo in preprostostjo. In sem rekla, povejte mi, kako vam jaz lahko kaj pomagam, ne? Je rekel, vi mi samo rečete, da jaz ne bom umrl. Sem rekla, jaz vam lahko to rečem, ampak ne vem, če mi boste verjeli. Sem rekla, vi ste verni, verjamete kaj? In v tistem hipu je on tako razprl srajco, poraščena prsa, lep moški, res, zares. In v predelu srca je imel tetovirano podobo Marije, barvno, veliko. In jaz sem kar zažarela, sem rekla, glejte, tej podobi verjamite. In ko vas bo tiščalo v prsih, ko vas bo ful strah, vi si sam dajte roko na to Marijo in boste videli, kako vam bo to pomagalo. Ona vam bo pomagala, ona vam zna pomagati in res vam bo pomagala. In on je vstal in odskakljal iz ordinacije, tam se je še nekaj zahvaljeval, jaz sem se smejala in sem rekla, ma kakšna kardiologinja uradne medicine si ti? In sem rekla, hvala Bogu, da sem upokojena, da mi ne bojo vzeli licence, če me kdo toži, ampak to je bilo doživetje vredno, res vredno spomina. Ja, napiši, Tatjana, napiši, Harpo ti pa naredi en filmček, ker ta cigan je še lep, si rekla, fotogeničen, ne, to bomo vsi gledali. Hvala lepa. Karli, kar ploskajte. Ja. Ker jaz sem Tatjani hvaležna za te zgodbe in se mi prav za malo zdi, da kupujemo prevedene knjige tujih avtorjev, ki pišejo o zgodbah tujih ljudi, svojih pa mi nimamo. In zato te nagovarjam, ne, da napišeš knjigo svojih zgodb, ker a ni srčkan to? Ja. No, pri tebi pa veliko zgodb, Harli, v tej knjigi, tako da ne boste razočarani. In vedno nas najbolj zanima, kako je možno, da otrok partizanske družine postane duhovnik. Duhovnik, borec. Ker mislim, da je Zveza borcev zelo aktualna zveza in da lahko v to zvezo vstopajo mladi, srednja generacija, nasploh vsi.
kajti danes je vredno premagovati recimo polarizacijo, ki je v slovenskem narodu, ne, v katero so nas zapeljali, nesramno zapeljali. Mi smo samo po sebi pestro misleči ljudje, ki se znamo slišati, se znamo dopolnjevati, sodelovati. Kdo to ne verjame, ne gre Vrbo, tam so še vedno kamni, kjer so sedli predstavniki vasi, ne glede, ali so bili veliki ali mali kmetje, ali so bili nižinski ali višinski kmetje, in so drug drugega poslušali, da bi na nek način približali tisto, doumeli, spoznali tisto, kar je za največje skupno dobro. Ne. Nas pa so dejansko speljali v ideologijo resnice. Ne. In tudi ljudje, ki niso religiozni, postanemo kar naenkrat religiozni in zastopamo svojo resnico. Ne. In potem nas še od malega vadijo med dvema ognjima in potem z lahkoto stopimo na eno stran. Prosim vas lepo, kje je to slovenska duša? Slovenska duša poje več glasno. Slovenska duša hoče malo drugačen glas, zato ker ima izziv, kako ta glas se dodatno uskladiti v harmonijo, da bo ta harmonija še bogatejša. To je naše. Ne? Ampak to vedno več ljudi tudi dejansko ozavešča in vedno več ljudi spoznava, da ne bom več govoril, jaz resnica je. Ne. Jaz imam samo svojo osebno spoznavno resničnost in sem strašno radoveden, kakšna je vaša. In najbolj mi gre na živce, če mi kaj reče, se mu ne povem pol, ampak če mi kaj reče, jaz pa mislim lih tako kot vi. Ne misli tako kot jaz, ti misli svojo glavo, misli, ob tem, kar ti pripovedujem, ti misli naprej in mi povej, kako ti misliš naprej, to me je naučil Taras Kermovner. Ampak me je mogel prej ornk nadred, pa skoraj nagnati domov, ker sem mislil glih tako kot on. Ja, ne? Ampak se osvobajamo. Vedno bolj nam grejo na živce tisti, ki rečejo resnico, jaz pa zastopam resnico. Ne, ti imaš svoje spoznanja, povej mi jih, jaz ti bom pa povedal svoja, pa bova drug drugemu dala misliti, ne? Kar je pomembno, da si damo misliti. Ne pa da pa bom jaz zdaj razmišljal, tako drugi razmišljajo. Ne? Ja, nekak je sin partizana postal borec. Ja, zato, ker je moj oče res bil ta pravi borec. Ne. On je bil tudi ranjen v drugi svetovni vojni kot kurirček 14. divizije. Nikoli ni od tega potegnil nobenega privilegija, nobenih toplic, ampak je to naredil iz svoje duše, ker ni mogel zatajiti svoje duše. In mi je dal zgled. Bil je borec. Ja, in smo zelo hvaležen. In ja, se je z nami. Tale srajca pa uteleša njegovo prisotnost. Zato sem jo danes oblekel. Torej, tudi duhovnik je lahko borec. Ja, mora biti. Ampak ne samo vsak bojevnik svetlobe, ne? Torej, v nas, lejte, vsakem izmed nas, vsakem izmed vas je toliko tega svetega, svetlega, božanskega. Moja definicija je Boga je moja bit v biti pisano z veliko vseh biti. To je ta sveta enost, to je na tej drugi strani brez rokavnika. Ne? In ko se povrnemo k temu, ne, k svoji izvirnosti, in ko se vstopimo v tihoto, zaznamo to božansko enost. Ne? Takrat vsak izmed vas je sveti, ne? V notrini lastnega jaza. Nima obnebja presežnosti, zgolj vesolje, se veste, galaksija, tudi naša, v središču je singularnost, se vse nekako krivi pa pade v neko novo razsežnost, recimo presežnost. Ne? To ima vsak človek v svojem jedru. Ne? Ima obnebje singularnosti. In tam, v tistem obnebju singularnosti, pridemo vsi v to sveto eno. Zato derviši plešajo. Ne? To je zame... Tudi so plesali pred enim mestom, oziroma igrali, čarobni so bili. Dragi Karli, jaz ne bom pozabila, da smo tudi malo zaradi srčnic tukaj. Ker ko sem jih jaz hotela proslavljati,
sem bila na operaciji, pa jih nisem mogla. Tam v bolnici to ne gre. In Katrina so imeli že datum, da bodo prepevale v Narodni galeriji, pa bodo zdaj tle. Ne? Tako da, Harli, dragi, povej, kjera srčnica se je tebi odprla? Daritev, ali kaj si rekel? Ja, Koga stran? to je stran 67. Draga Tatjana, delo te čaka. Ja. A bi ti prebral? Tatjana bo lepše Ne, prebrala. mi vsi tebe prosimo. Ja. 67 si rekel. 67. Jaz teh knjig ne berem, bom zdaj tudi poslušala. Potem pa še No, naslednji. najprej to Ja, preberem. namreč srčnice odpiram tako kot svete knjige, kjer se mi odpre. Ne. In te srčnice me vedno znova spomnijo na Hafisa. Res, ja. Ja, ampak dobesedno, Hafiz pa srčnice Manca. Ja. Hvala, Žiga Valetič, založba Zanit, ki izdaja mistično poezijo, pa Marumija, pa Habirja, pa Mamanco tudi. Daritev. Podari si sebe, daj, stori si to. Si v telesu, a nisi telo. Si v umu, a nisi Bil si in še boš. Isto. Ti. Pojdi v tišino, stopi v srce, obrni oči navznoter, tam si. Pa še 117. Biti cel. Bom pa jaz malce šodlihala, ker te se pa spomnim. Ker sem rekla, pa kaj so mi že skoraj vse odrezali. Pa glas zašepeta, zato, da boš cela. Izrezali so del čeljusti, da bom cela. Omrtvili pol jezika, da bom cela. Odvzeli kost iz noge, da bom cela. Cela v enosti, ki ne pozna delov izrezanih, ne delov prišitih. Ker iz druge smo snovi, kot sanje, z darom prebodeni, iz časa in sveta zbujeni, celi v nosnici Boga, ki nas diha večno. Hvala lepa. Dosti smo vam povedali. Tako da zdaj smo pa potrebni petja, da bomo celi, da se bomo sestavili, a ne, v nekaj lepega in harmoničnega. Hvala, Tatjana. Sanja je rekla, a zdaj potem, zato ker smo mi tudi jokale zraven. In veste, težko je peti takrat, ko te nekaj tako globoko gane. Hvala vam, zato ker ste tako odpirali svojo dušo z nami, da lahko zdaj mi odpiramo skupaj z vami. Soju žarkov prebudila bom srce, sprala bolečino, ki jo pustilo tvoje ime. S tihom vetra bom napolnila telo
krošnjah med dreves in začuti igro nebes. Najdi me v objemu trav in neskončnih prostranstvih dišal. In ko enkrat veter bo razpihal prah, ki si groboka posluh, ni smeš, da skriješ z njim poraz. Hrepenenje, tlelo bo ti, tlel boš z njim, raje utonil si vsak dan, kot da srce bi najdi v krošnjah med dreves in začuti igro nebes. Najdi me v objemu trav in neskončnih prostranstvih dišal. Najdi v krošnjah med dreves in začuti igro nebes. Najdi me v objemu trav in neskončnih prostranstvih dišal. In zadnja skladba je Ocean. Govori pa o tem, o čemer so Karli, Manca in Tatjana ves čas govorili, da se vračamo nazaj, tam, ko smo vsi eno. In ko se bomo tako zavedali globoko v sebi, da smo res vsi en ocean, takrat bo svet drugačen. In jaz mislim, da mi vsi skupaj verjamemo, da bo to možno in še v tem življenju, ker smo že dosti čakali. Ko pogledam se v oblaku sled, ko povabi me nebo letet, ko me ponese s seboj v daljni svet in čas. Veter, ki boža lase, vse skrivnosti v srce, sebi čutim, vsi smo en sam svet, ena misel objame ves planet. Vsi smo na istem morju, isti stan oceana. Pesem gre tja daleč in poboža smet vseh oči. Mehko dotakne se vseh, ki niso kot sem jaz. Gre mimo malih reči, pozabi zgodbo, kraj, obraz. Sebi čutim, vsi smo en sam svet, ena misel
čutim, da vsi smo en sam svet. Vsi smo na istem morju, isti san. Čutim, da vsi smo en sam svet. Ena misel objame ves planet. Vsi smo na istem morju, isti san. Isti san. Isti san. Manca, zdaj pa tako. Ti zmeri praviš, da veš, katero pesem boš imela, ko boš umrla. Ampak, da ti ne treba umreti, ti jo bomo mi zdaj zapele, prav? Lahko pojete z nami? Kateruju ljubav, ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj ju. Vjeruj u ljubav, u dobru i zlu. Vjeruj u ljubav i sačuvaj ju. Vjeruj u ljubav, u dobru i zlu. Daj mi svoju ruku sad, neka ljubav veže nas. Daj mi svoju ruku sad, kao nježan cvijet. Daj mi svoju ruku sad, neka ljubav je uz nas. Ona može promijeniti svijet. Zdaj pa mi bolj na glas. Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj ju. Vjeruj u ljubav, u dobru i zlu. Vjeruj u ljubav i sačuvaj ju. Vjeruj u ljubav, u dobru i zlu. Daj mi svoju ruku sad, neka ljubav veže nas. Daj mi svoju ruku sad, kao nježan cvijet. Daj mi svoju ruku sad, prava ljubav je uz nas. Nek nas može promijeniti svijet i nek nas vodi u sretni svijet. Zdaj bomo pa še Dan ljubezni zapeli, dokončamo slovensko.
In ker vidimo, kako znate vsi dobro pet, še dan ljubezni. Kakor Karli reče, premalo pojemo, a ne? Pet je treba. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni, če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skril si ga tja na srčno stran, pozabil ga nikoli več ne bo. Tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne zveš, kdaj prišel. Ljubezni dan je bil tole in upam, da se vidimo spet oktobra. Zdaj pa jejte, pijte, se veselite, kupujte knjige, tele srčnice so samo po 10 evrov. Toda, hvala lepa še enkrat in nasvidenje. Ti pa rečeš z Bogom, ali Ja, vse velja, ne? Ampak ne pozabite, glejte, beseda Bog je bila v zgodovini najbolj zlorabljena beseda, tega se moramo zavedati. Mogoče tudi zato, da bi nas odtujili od naše božanske biti. Ko se pa vrneš v globino samega sebe, najdeš pa razsežnosti, ki so presežnostne, ne?
hvala. No, pa še. Jaz čutim samo eno globoko hvaležnost za vse nas in vas. Poglejte, koliko nas je. Ni nevarnosti, da bi nas premagalo zlo. Ni. Če kdo želi, pa bom jaz kar tukaj podpisal knjigo, če kdo želi, ki so pa nekateri sedeli. Lepo se imejte, srečno. Ja.